Danes se pa potepam po enem meni malo manj znanih kotičkov Slovenije, na Kozjanskem sem. Glede na ime, tale pohod ne bo pretirano naporen. S klopce na klopco, no pa zagotovo tudi kakšen griček vmes. Lani je Slovenska turistična organizacija tole pešpot uvrstila na seznam najlepših malo znanih pešpoti pri nas. Med njimi je denimo tudi vzpon iz Črnega vrha na Javorni, kjer sem se matral letos pozimi v globokem snegu. Do izhodišča sem imel od doma točno 100 km. Mimo Šentjurja v smeri pod Srede je dole v Gorici pri Slivnici. Lepo urejeno parkirišče, brezplačno pri avtobusni postaji, kjer je tudi prva informativna tabla o tem pohodu. No pa bomo videli, koliko klopc ter gričkov bo na tej turi. Ja, bo pa tudi eno večje jezero. Klopca številka 1. Na gradišču 433 metrov, 25 minut sem potreboval za tale vzpon, najprej po cesti skozi vas, nato pa po enem kolovozu. Markacijam je malce težje slediti, nikakšnih posebnih markacij za to pešpot s klopce na klopco, ampak so te klasične Knafelčeve markacije. 25 minut sem potreboval, 120 višincev je, z tele klopce pa je pogled na Kozjansko morje, kot mu tudi pravijo, Slivniškemu jezeru. Sem že pri drugi klopci, tole so peseke, za tale del poti je predvidenih 40 minut, sam sem potreboval kakšno minuto manj, tudi tu gre večinoma pot po cesti, na koncu se znova strmo vzpne, tako da sem se že lepo segrel, zdaj se je pokazalo tudi sonce. S pesek pravijo, da je najlepši pogled na Slivniško jezero ter navzdol na samo naselje Gorica pri Slivnici, nad njo pa sta Rifnik na eni strani ter Gradišče na drugi strani. Za mano je skorajda že 300 višinskih metrov vzpona ter dobri 4 kilometri. Pogledam na Slivniško jezero, ki je 21. največje v Sloveniji, nastalo je z zajezitvijo, sem nadaljeval pot v smeri juga proti Sveti Heleni. Najprej skozi gozd čez Rakito, nato pa po cesti čez vas Javorje. Ja, ta pešpot je zanimiva, ker nam da pogled v to podeželje na teh gričih, v to kulturno krajino. Vasice, zaselki, samotne kmetije, tudi zidanice, vinogradi in pa polja. Za mano je bilo 40 minut, ko sem dosegal Sveto Heleno, torej cerkvico iz 15. stoletja. Tam sicer klopce nisem videl, do tja sem potreboval naslednjih 40 minut. Tam pa se nato zavije levo navzdol in se ostane na cesti. Tam je ena tabla, čez da se gre desno, ampak zraven tudi prijazen napis, prepovedan prehod, zasebna lastnina. In ko se spusti po tem strmem klancu navzdol, smo tule v vasi Bukovje, kjer so dve možnosti. Desno je krajša verzija te poti s klopce na klopco, ampak v tem primeru se spusti zadnjo klopco, tako da jaz grem levo proti najbolj oddaljeni klopci, smer Turenče.
Tole je najvišja točka pešpoti s klopce na klopco Turenče, 595 metrov nad vasjo Paridol. Tale četrti del poti je bil tudi najdaljši med vsemi, skorajda 2 uri mi je vzel, torej od Svete Helene oziroma od Bukovja, je bil pa najbolj prijeten del za hojo, vsaj 2/3 je namreč šlo po gozdu oziroma po pešpoteh, vlakah oziroma kolovozih. Samo zadnji del je bil znova tule čez Paridol malce bolj po cesti. Zadnji vzpon, kar strm pa mimo nekaj zidanic, kar pomeni, da sem vmes dobil tudi malce dodatnega pospeška, saj razumete, v eni od zidanic. Za mano je dobrih 13 km ter 750 višinskih metrov vzpona, kar pomeni, da bo tale klopca prava za malico. Zlezel še na Cev, kjer ne bi bila 5. klopca, sami sicer nisem videl. Tu se na pot priključi tudi krajša različica te pešpoti, torej neposredno iz Svete Helene. Tudi za tale del sem potreboval približno 1 uro, trasa pa tako kot že celoten dan. Najprej dol, potem pa strmo gor, tako da sem naredil že skoraj 1000 višincev, 17 km. Je pa takole rekel, tale pešpot ni za poleti, že zdaj v prvi polovici aprila je pošteno vroče, sploh glede na to, da je veliko same poti po asfaltni cesti. Še en griček imam pred ciljem v Gorici pri Slivnici, to je Gaj, tako da zdaj le znova navzdol, potem pa še en kratek vzpon. Cola oziroma Slivnice sem se stopil do izhodišča v Gorici pri Slivnici, slaba ura za ta sestop, ampak ker 20 km ni bilo dovolj, sem nadaljeval še na Gaj, še na zadnji Kucelj in še do zadnje 6. klopce na tejle krožni turi, s klopce na klopco. Tako da sem vse skupaj naredil do sem 22 km, torej do izhodišča bo na koncu 24 km in pa 1050 višincev. Kar se tiče skupne časovnice, približno 5 ur in 15 minut čiste hoje, skupaj s postanki pa skorajda 8 ur. Lepa avantura, vzdržljivostna, kot da bi treniral za medvedove stopinje. Ne vem pa, če bi jo še kdaj ponovil, ker je enostavno več kot polovica tele poti po asfaltu. Je pa res, kot sem že prej dejal, pošteno vroče, s sabo sem imel 2 litra vode, potreboval bi jo vsaj še 1 liter